V Vrtojbi so se zadnjič v sezoni za točke državnega prvenstva Slovenije merili vozniki minimota, mini-GP-ja in skuterjev. Na stadionu Matije Gubca v Krškem so hrumeli motorji na drugi dirki državnega prvenstva Slovenije v Speedwayu. Na grobniškem dirkališču so uspešno sklenili sezono državnega prvenstva Slovenije tudi cestno-hitrostni motociklisti. Slovenska motokros reprezentanca je na Evropskem pokalu narodov v Španiji osvojila izvrstno 4. mesto. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. V Vrtojbi so se zadnjič v sezoni za točke državnega prvenstva Slovenije merili vozniki minimota, mini-GP-ja in skuterjev. Na poligonu društva Gas Vrtojba smo videli zelo zanimive boje ter nekaj neverjetnih razpletov. V razredu Minimoto Open je imel pred zadnjo preizkušnjo vse v svojih rokah Jan Poropat. A mladi Tadej Maver Guštin je tokrat vozil izvrstno in je z 2 zmagama v Vrtojbi v skupnem seštevku prehitel starejšega tekmeca. Današnji zmagi ste bili nekako težki, nekako ravki, kajti počutil sem se zelo neobremenjenega in nisem imel čisto nič za izgubiti. Poropatu je pripadlo 2. mesto na dirki, 3. pa je bil Andraž Osenk Drčar. Državni prvak je s točko prednosti postal Maver Guštin. Pred sezono je bil že ta plan, da bi osvojil državno prvenstvo in se je uresničil, tako da toliko bolje. Poropat, ki je potegnil črto pod tekmovalno pot v minimotu, je 2., 3. v državnem prvenstvu pa Osenk Drčar. Nejo Habjan je tudi na zadnji preizkušnji sezone potrdil, da je najboljši v razredu mini-GP. Toda za 1. mesti v obeh vožnjah se je moral pošteno potruditi. Predvsem Tijan Krševan je vse skozi čakal na njegovo morebitno napako. Zelo je bilo težko, ampak sem uspel. Habjan je ciljno črto obakrat prečkal 1. z minimalno prednostjo, 2. je bil Tijan Krševan, 3. pa Nejc Petrič. Današnji nastopa sem zadovoljen zelo, dirka je bila zelo težka, naporna, konkurenca je bila tudi zelo huda, tako da dali smo vse od sebe in rezultat je prišel sam. Naslov državnega prvaka je pripadel Habjanu, na 2. mestu je znova Tijan Krševan, na 3. pa je pristal starejši Tijanov brat Enej. Med skuteristi je Andrej Zalović Filipič potrdil, da je v tej sezoni najboljši. Zanesljivo je dobil obe vožnji, čeprav mu zaradi prednosti pred tekmeci v skupnem seštevku ni bilo potrebno maksimalno tvegati. Na današnji dirki ni bilo težko se koncentrirati, sem šel na varno vožnjo, da dobim naslov in sem ga tudi dobil. 2. mesto na dirki je pripadlo Silvanu Mladovanu. Zalović Filipič je premočno osvojil naslov državnega prvaka pred Mladovanom. Na 3. mestu skupno pa je tokrat manjkajoči Klemen Švara. V razredu Minimoto Otroci 2 smo bili priča filmskemu razpletu. Nejc Petrič je imel pred zadnjo dirko kar 30 točk prednosti in se mu je nasmihal naslov najboljšega v državi. Vendar nepopustljivi Taj Komel ga je v prvi vožnji prehitel. Petrič pa je v drugi nato odstopil zaradi težav z motorjem. To je ob novi zmagi Taja Komela pomenilo, da imata s Petričem enako število točk. Za nameček pa sta imela oba tudi enako število 1., 2. in 3. mest. Odločalo je pravilo boljše uvrstitve na zadnji dirki in to je naslov prvaka prineslo Taju Komelu. Pred današnjo dirko sploh nisem pričakoval, da bil državni prvak, ampak nekako sem je posrečil. Taj Komel je zmagal na dirki pred Matijo Kodarinom in mlajšim bratom Timom Komelom, kar mu je prineslo naslov državnega prvaka. 2. skupno je Nejc Petrič, 3. pa Tim Komel. V razredu Minimoto Otroci 1 je že pred dirko v Vrtojbi naslov prvaka osvojil Nik Podpečan Vehovec.
Pred začetkom sezone nisem pričakoval, da bom prvak. Z današnjo dirko sem zadovoljen samo, ker so bile zelo drsile. Zelo dobro se je odrezal Liam Ostrožnik, ki je tokrat na dirki zasedel drugo mesto. Tretji pa je bil Kaj Vehabovič. Naslova državnega prvaka se veseli Podpečan Vehovec, drugi je Jakob Štiftar, tretji v skupnem seštevku pa Ostrožnik. V pokalnem tekmovanju Supermota je bilo prav tako zanimivo. Tokrat je vse presenetil Etienne Kantar-Božič, ki je kar malce nepričakovano slavil zmagi v obeh vožnjah. Z današnjo dirko sem zelo zadovoljen, ker sem to večinoma vzel kot en dober trening in nisem se niti imel kaj dosti priprav na to in sem zato zares strašansko zadovoljen. Drugi je bil Samo Murovec, ki je pred dirko še upal, da lahko v skupnem seštevku še vedno pride do naslova državnega prvaka. A trk v prvem krogu prve vožnje s Fabricijom Valento mu je sanje odpihnil. Izkušeni italijanski voznik je odpeljal taktično. Na dirki je osvojil tretje mesto, to pa je zadostovalo za obrambo naslova pokalnega prvaka Slovenije v Supermotu. Drugi skupno je Murovec, tretji pa hrvaški tekmovalec Marin Di Leonardo. Na stadionu Matije Gubca v Krškem je bila druga dirka državnega prvenstva Slovenije v Speedwayu, ki ga AMZS organizira skupaj z Madžari. Preizkušnja je na tribune privabila številne gledalce, ki so lahko uživali v vožnjah, v katerih ni manjkalo napetih trenutkov. V rednem delu je največ pokazal Nik Škorja, ki je dobro izkoristil dejstvo, da trenira na tej progi in jo zato zelo dobro pozna. Vrhunska dirka danes, vrhunsko pripravljena proga, dobri štarti, dobre vožnje, mislim, da je zelo izenačene. Matic Ivačič in Anže Grmek mu tokrat nista bila kos. V finalni vožnji je Škorja vozil zelo zbrano in natančno, ter predvsem Ivačiču ni dovoljeval, da bi ga prehitel. Mislim, da smo tudi v finalu z Maticom prikazali izjemno borbo, fair borbo in res mislim, da so danes gledalci lahko uživali in mislim, da bi mogli biti čim več takih dirk napetih in ja, vrhunsko. Tretje mesto na dirki je zasedel Avstrijec Daniel Gabmeier, četrto pa Anže Grmek. Nekako sem se pregrizel v to finalno vožnjo, ampak z celo dirko nisem zadovoljen. Čez celo dirko sem se boril in z nastavitvami in sam sabo, nisem bil sproščen na motorju, na koncu finalni vožnje se je to tudi poznal. Grmek je zmagal med mladinci, drugi je bil Čeh Jan Macek, tretji pa Poljak Jakub Sroka. V okviru spremljevalnega programa so se na progo pogumno podali tudi mladi upi z 250 kubičnimi motorji. Brez strahu so drveli skozi zavoje, največ pa je pokazal Sven Cerjak, ki je unovčil mednarodne izkušnje. Dirka je bila dobra, steza je bila super, malo zahtevna. Do konca sezone imam še 5 dirk, Mureg, 2 madžarske pa Češka. V 4 vožnjah je Cerjak 4-krat zanesljivo prvi prečkal ciljno črto. Drugi je bil madžarski voznik Zoltan Lovaš. Tretje mesto pa sta si razdelila Cerjakova klubska kolega in debitanta na tovrstnih speedway dirkah Gregor Zorko in Tilen Bračko. Z dirko na dirkališču Grobnik nad Reko so sezono sklenili tekmovalci državnega prvenstva Slovenije v cestno-hitrostnem motociklizmu. Zadnja preizkušnja sezone je potekala v lepem vremenu, kar je prineslo zanimive boje na stezi. Veseli nas še dalje boljša udeležba motoristov, veseli nas, ko so to ratali med sabo prijatelji, ki se spoštujejo izven dirkališča in na dirkališču. V razredu Superbike je bil pred zadnjo dirko v najboljšem položaju Albin Štern, ki se je tudi tokratne preizkušnje lotil premišljeno in preudarno. Sezona se je končala, tako da zadovoljen sem z osvojitvijo prvenstva
Je bilo kar naporno, konstantno je bilo treba biti čez celo sezono, to me nekako ratal. Dirko v tem razredu je sicer dobil Matic Berzin, ki je v finišu sezone pokazal, da je v zelo dobri formi, saj je zmagal tudi prejšnjo preizkušnjo v Brnu. A vseeno je bil v središču pozornosti Štern, ki je zasedel drugo mesto na dirki, tretji pa je bil Aleš Brzin. Prvi sem bil prvak pred 36 leti, tako da mislim, da je malo takih primerov. Jaz s tem dnem zaključujem s temo, tako da bom spremljal še, kaj se dogaja in upam, da bojo fantje res še napredovali, da so videli tudi, da je treba kakšno stvar tudi narediti malo z glavo, da ni vse v brzini in želim jim veliko sreče. Drugo mesto v državnem prvenstvu je osvojil Matic Berzin, tretje pa Aleš Brzin. V razredu Supersport 600 je bil prvak Enej Logar, znan že pred dirko na Grobniku. A mladi Idrijčan se jo je vseeno lotil zelo zavzeto. Tem na kvalifikacijah sem tudi postavil svoj najboljši čas tukaj, minuta 32,8. In tako, da sem zaključil kvalifikacije na prvem mestu in sem bil s tem zelo zadovoljen. Domen Lipnik je tudi tokrat skušal sneti skalp Logarju, a ta se ni pustil ugnati. Dirko sem štartal za mene v redu, prehitil me je Lipnik, nato sem ga nazaj in sem odpeljal svoj ritem in sem do zmage prišel. Na zmagovalnem odru je ob Logarju na drugem mestu stal Lipnik, tretje mesto pa je zasedel Grega Žust. V točkovanju za državno prvenstvo je naslov prvaka pripadel Logarju, drugi je Lipnik, tretji pa Žust. Top leto. Upamo, da drugo leto nadaljujemo v takem ritmu, da dobimo nove fante v naš krog, da bo ekonomska situacija to omogočila, da se vse skupaj ne bi kam preveč v višave zapeljalo, kar se tiče stroškov, tako da mislim, da smo na pravi poti. Hvala za sodelovanje, pa čestitke za odlično speljano sezono. Tretje leto zapored je bila organizacija dirk v domeni društva 2N Race. Po strani AMZS-ja lahko pohvalim organizatorja 2N Race za speljano, odlično speljano organizacijo državnega prvenstva v letošnjem letu. To je bržčas dodaten motiv za organizatorje in tudi voznike, da se v naslednji sezoni še bolj potrudijo. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Talavera de la Reina v Španiji je gostila Evropski pokal narodov v motokrosu. Na njem je uspešno nastopila tudi slovenska reprezentanca v postavi Jan Pancar, Tilen Demšič, Lukas Osek in Rok Plestenjak. V vlogi selektorja pa jo je vodil Sašo Kragel. Pohvala fantom, kajti proga je bila ekstremna, skoki so bili takšni, kot jih v Sloveniji ne premoremo. Že kvalifikacije so nakazovale, da so fantje v zelo dobri formi, saj so si privozili 5. mesto, kar jim je na zahtevni progi dvignilo samozavest. Vse štarte sem imel malo smole. Ne rečem, niso bili najboljši štarti, ampak vseeno. 13. mesto, mislim, da je to. Meni je to v redu dosežek, što za tega, ker je moja prva evropska dirka letos. Z današnjim dirkom sem kar zadovoljen. Prva dirka je bila dobra, sem dobro štartal in končal 8. Drugo dirko sem slabo štartal in se prebil do 11. mesta. Tukaj se približujemo nekako vrhu, do koder je pa še pestra in zelo dolga pot. Vsi so se maksimalno potrudili in povsem upravičili zaupanje selektorja. Sam sem imel pogovor z fanti, mislim, da so dali maksimum od sebe. Tukaj je bil edini Jan, ki je imel največ izkušenj. In te izkušnje je imenitno unaučil. Razreda z motorji do 250 in 125 kubičnih centimetrov sta vozila skupaj. Demšič je v 2 vožnjah dvakrat osvojil 15. mesto. Manjkalo je malo hitrosti, sicer pa sem zadovoljen in upam še na več takih priložnosti. Pancar je v prvi vožnji zasedel 2. mesto, v drugi pa zmagal.
Same vožnje niso bile perfektne, ampak na koncu je vseeno uspel, da sem zmagal v svoji kategoriji. Tudi ostali fanti so zelo potrdili. Sloveniji je to prineslo skupno 4. mesto. Zmagali so Francozi pred Italijani in 3. Španci. Pancar pa je dobil priznanje za najhitrejšega voznika. Uspešno so naši fantje odpeljali vse 4 tekme, skupno 4. mesto. Mislim, da je lahko to rezultat velik ponos za slovenski motokros, predvsem pa tudi za same fante, ki so bili na tem tekmovanju. Mislim, da smo naredili vrhunski rezultat za Slovenijo. Naredili so maksimum, kar se je narediti dalo in ni bilo taktiziranja, skratka, pristali smo točno tam, kamor spadamo. In 4. mesto je zagotovo velik izziv za motokros generacije, ki bodo v prihodnje nosile breme reprezentančnih akcij. Voznice in vozniki triala bodo imeli v soboto 22. oktobra v Idriji zadnjo dirko sezone, po kateri bodo znani državni prvaki v posameznih kategorijah. V nedeljo 23. oktobra bo v Debrecenu na Madžarskem na sporedu dirka državnega prvenstva Slovenije v Speedwayu. V soboto 29. oktobra se bo državno prvenstvo Slovenije v Speedwayu končalo s preizkušnjo v Nadži Halašu na Madžarskem.